Moč sočutja je upanje življenju, je prinašalec luči in dar obilja. To je sporočilo mandale, ki sta jo avtorici Gabriela Železnik in Vanda Omejc naslovili Moč sočutja. Občudujemo jo lahko na razstavi mandal v galeriji Mik. Prava mandala je, poudarjata avtorici, duhovna slika, ki prinaša ravnovesje in prebuja zavest. Do mandal pa pristopimo na tak način, da svoj pogled umirimo v center in s tem sprožimo proces koncentracije. To je zmožnost fokusiranja v eno točko, brez skakanja uma in misli. Kajti to je osnova vsega, da mi lahko dvignemo zavest, ker zavest je substanca vesolja in prava evolucija je evolucija zavesti. In mi, vse naše življenje, vse, kar mi delamo, kjer smo, kdo smo, mi težimo k temu, da dvigujemo svojo zavest skozi življenjske izkušnje, preizkušnje in skozi različne naloge, ki jih v življenju upravljamo. Da postanemo bolj modri, da začnemo razlikovati med dobrim, boljšim in še boljšim. To je proces. In to nam pri tem lahko mandale pomagajo, kajti zgrajene so tako, da se uravnoveša leva in desna polovica možganov. To pomeni naš racionalni in naš intuitivni ker mi moramo imeti oboje uravnoteženo, da se mi lahko sebe doživljamo kot celota. Pri tem nam pa lahko mandale izredno pomagajo, ker to je njihova osnovna funkcija od vsega začetka. Mandale pa imajo tudi svoj zdravilni učinek. Zdravijo duha in s tem, ko zdravijo duha, zdravijo celotno bitje. Ja, res je. Mandale so pravzaprav duhovne slike, prenešene so iz duha in zato imajo tudi efekt delovanja na zdravje naših duše. To je tudi leta 1919 ugotovil Carl Gustav Jung, ki je ugotovil, da imajo mandale isti efekt kot magnet. To pomeni, da sprožijo v duši ritmične procese, ki potem jo harmonizirajo. Da pa do tega pridemo, se moramo samo zbrati na mandalo, jo pogledati v center, ker se začnejo ustavljati naše misli, naša čustva, ko se popolnoma ustavijo, pademo v kontemplacijo in se začne intenzivno zdravljenje dušne ravni. Mandale imajo tudi svoj način delovanja. In zato, da bi ugotovili, kakšno elektromagnetno polje širijo na posameznika, ki na njo meditira in na okolje, smo naše mandale slikali tudi za kamera Auro 3000. To je nasina kamera, na kateri se je razvidlo, da ima zelo lepo harmonično elektromagnetno polje in da vplivajo z najvišjimi frekvencami barv, kot so svetlo-modra, magenta, bela, srebrna. To so resnično duhovne barve in zdravilne barve. In to je tudi ta aura kamera pokazala. In zato, ker mi meditiramo in se skoncentriramo na mandale, nam ravno to prinesejo. Meni mandale prinesejo neverjetno radost, izpopolnjenost. Tudi sama jo uporabljam kot pomoč pri koncentraciji, meditaciji in skozi njo sem si izredno izboljšala moč misli. S tem, ko imamo mi sposobnost fokusiranja misli, mi lahko spreminjamo svojo stvarnost. Kajti mandale simbolično prikazujejo nevidni svet oziroma tisti svet, ki ga mi na prvi pogled ne vidimo, s poglobljenim pogledom ga pa vidimo. In to je tisto, kar smo mi prinesli na svet in smo skozi življenjsko obdobje nekako pozabili. Sporočila, ki se navezujejo na posamezno mandalo, so namenjena posameznikom, ki se v dani trenutni situaciji recimo ne morejo odločiti, v katero smer bi šli. In so v bistvu sporočila ena notranja moč, da dobiš vero in zaupanje vase, da lahko kreneš v jutrišnji dan. In to nam tudi sporočila mandal prinesejo. Katera pa so tista sporočila, ki so za vas najbolj dragocena? Za mene osebno vse, kar se nanaša na ljubezen, brezpogojno ljubezen, na sprejemanje človeka takšnega, kot je
in gledanje na to, da vidimo v vsaki osebi nekaj lepega, srčiko ljubezni. Da ne sodimo, ampak predvsem prepoznavamo dobro v ljudeh. Sem mir in ljubezen. V mojem domu je hvaležnost. To je raj.